Lep pozdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer pregledujemo kriptoprojekte oziroma jih raziskujemo in ocenjujemo. No in tokrat se je na vaš predlog znašel Hype oziroma Hyperliquid. Pa dajmo si najprej pogledati, kaj Hype oziroma Hyperliquid sploh je, kaj ta projekt sploh predstavlja. In imam tukaj že urejene zapiske. Hype oziroma Hyperliquid je visoko zmogljiv Layer 1 blockchain z vizijo popolnoma on-chain odprtega finančnega sistema. Platforma združuje likvidnost, uporabniške aplikacije in trgovalno aktivnost v eno samo integrirano okolje, ki bo dolgoročno zajemalo celotno področje financ. Tehnično temelji na lastnem konsenznem algoritmu HyperBFT, ki je zasnovan po zgledu Hotstaff in optimiziran za potrebe Hyperliquid omrežja. Njegovo jedro sestavljata Hypercore, ki omogoča popolnoma on-chain perpetual futures in spot order book, ter HyperEVM, ki prinaša Ethereum-kompatibilne pametne pogodbe v to visoko zmogljivo infrastrukturo. Vsaka transakcija od naročila do likvidacije se izvrši transparentno z enoblokovno finalnostjo, kar Hyperliquid postavlja med najnaprednejše rešitve na področju DeFi in on-chain trgovanja. No, toliko o samem projektu. Zdaj je pa čas, da si mi ogledamo, kakšna investicija sploh je. In smo v bistvu že pri prvem segmentu, to je sam pregled projekta, kjer si ogledamo jasnost cilja projekta. Tukaj smo že dodobra predelali, da cilj je kar jasen, pa vpliv na industrijo in pa jasnost bele knjige. Še predtem si poglejmo spletno stran, za katero mislim, da je zelo lepa, zelo lepo urejena. Tudi zelo dobro je takoj, da ko prideš gor na spletno stran, da veš, o čem se gre. In potem imamo tukaj še belo knjigo. Zdaj, to so v bistvu doksi, kot smo tudi že vajeni pri novejših kriptoprojektih, da ko pač kliknemo na belo knjigo, pridemo direkt na dokse. In v bistvu doksi predstavljajo belo knjigo. In kot vidimo tukaj, zelo lepo razčlenjena, zelo lepo obrazloženo vse skupaj. Tako da ja, kar se tiče našega prvega segmenta, vsekakor cilj je zelo jasen, tudi vpliva na realno industrijo in pa bela knjiga je tudi zelo jasna, tako da dobi vseh 15 točk od vseh možnih 15. Naprej imamo drugi segment, ekipa in podpora. Kakšna ekipa stoji za tem projektom? In gremo tukaj na spletno stran cryptorank.io in gremo v ta zavihek team in tukaj dobimo njihovo ekipo. No, dva sta sicer bolj neznana, imata tukaj po mojem da nickname, imamo pa ta glavnega co-founderja Jeff Jan in imamo tudi povezavo na njegovo LinkedIn stran. Pa dajmo si pogledati njegove predhodne izkušnje. Kot vidimo, prej je delal algoritme za Hudson River Trading in predtem je bil še inženir na Googlu. Kaj več pa o njemu ni znanega, ampak že potem vidimo, da je neko znanje tukaj v ozadju. Čeprav, kot vidimo po trajanju, tukaj je delal 4 mesece in tukaj 10 mesecev, tako da morda to postavlja malček pod vprašaj, ampak vseeno, zagotovo na teh podjetjih je kar solidno preverjanje kandidatov. Kar se pa tiče financiranja in podpore, pa nisem našel nobenih podatkov, če stoji morda že kakšno znano podjetje, ki je financiralo tale kriptoprojekt. Zdaj, če ste vi morda našli kakšen podatek, kar komentirajte spodaj.
Tako da za drugi segment ekipa super, financiranje in podpora ni bilo najdenih podatkov, tako da tukaj dobijo 10 točk od vseh možnih 15. Naprej imamo tretji segment, blockchain in žeton. Kakšna je uporabnost žetona in ali je blockchain sploh upravičen? In to smo v bistvu razkrili že na samem začetku. Ja, vsekakor je tukaj uporabnost žetona in blockchain je tudi vsekakor upravičen. Tako da za ta tretji segment dobijo tudi 10 od vseh možnih 10 točk. Naprej, četrti segment imamo napredek in cilji. Kakšen imajo kaj roadmap in kako so kaj do zdaj dosegali svoje cilje. In tukaj sem našel malček nepopoln roadmap. Vidimo, da je samo do januarja 2025 in sicer naprej tukaj sledi tudi obrazložitev vsega, kar naj bi delali, ampak pogrešam še vedno več, koliko so daleč pri določenih ciljih. Tako da tukaj za ta segment dobijo 3 od vseh možnih 5 točk. In smo že pri petem segmentu, tehnična analiza. Kako jim gre kaj cenovno? Pa si dajmo pogledati kar tukaj na CryptoRank.io, gremo na overview za vihek in potem tukaj malček bolj od spodaj imamo tale graf. Vidimo, da je to v bistvu zelo mlad projekt, ni še dolgo od zunaj in bomo dodali še en indikator, RSI. Zdaj vidimo, da smo mi zadnji čas kar padali. V bistvu smo šli celo testirati tukaj tole dno na tam nekje $10. Zdaj, morda bomo mi dobili možnost preobrata, glede na to, da se dela bikovska divergenca. Tukaj imamo dno in pa nižje dno v gibanju cene. Medtem ko RSI pa je tukaj naredil dno in pa višje dno. Tako da nek odboj bi se lahko pričakovalo. Edino paziti bo treba, da mi tukaj ne bomo naredili potem naprej skrite medvedje divergence, kar bi potem lahko pomenilo nadaljevanje padanja in potem seveda tudi izgubo meje $10 in to bi naprej pomenilo odkrivanje cene navzdol. Drugače pa, kar se tiče samega volumna na menjalnicah, vidimo tukaj v zadnjih 24 urah 217 milijonov, kar je super. Tudi menjalnice, ki so nalistane tukaj, so kar znane. Tako da v bistvu to je vse ok. In ko združimo zdaj vse skupaj za ta naš peti segment, tehnična analiza, dobijo tukaj 11 točk od vseh možnih 15. Naprej, šesti segment imamo sentiment. Kako jim gre kaj na socialnih omrežjih? Pa dajmo si pogledati kar na njihovi spletni strani. Če gremo vse dol do njihovega footerja in tukaj imajo ponavadi povezave na njihova socialna omrežja. Pa dajmo kar pogledati X. In vidimo tukaj 236 tisoč sledilcev, kar je impresivna številka. Pa Discord, tukaj imajo 54 oziroma že skoraj da 55 tisoč sledilcev. In potem imamo tukaj le še Telegram in tukaj imajo 13 tisoč sledilcev. Zdaj, kar se pa tiče same adopcije, nisem našel nekih podatkov, tako velikih podjetij, ki bi pač si želela adopcijo oziroma sklenila partnerstva s Hyperliquid. Zdaj, zasledil sem, da Trust Wallet sodeluje z njimi, ampak to je pa tudi to. In tudi na spletni strani vidimo, da je v bistvu skupnost primarna tarča tegale projekta. Tako da morda je to tudi namenoma narejeno, ampak moramo tudi upoštevati, da je ta kriptoprojekt še kar mlad. Tako da adopcija je morda še eden izmed ciljev.
Tako da za sentiment, ja, velika, angažirana skupnost na socialnih omrežjih. Kar se pa tiče adopcije, ja, je neka adopcija, ampak ni tako razširjena. Tako da za ta segment dobijo 8 od vseh možnih 10 točk. In na to imamo še 7. segment, Certik varnostno preverjanje. Kako jim je kaj tukaj šlo? Smo na Certik strani, na njihovi Certik strani. In kot vidimo, tukaj žal nimajo urejenega audita. Tako da v bistvu tukaj tudi nimamo kaj za gledati. Imajo pa tukaj zelo visoko oceno, tako da pridejo še vedno med unih top 20% kriptoprojektov. Tako da pri 7. segmentu Certik revizija tukaj dobijo samo 5 točk od vseh možnih 25. In tako, imamo končno oceno, to je 62 od 100, kar ta naš projekt uvršča pod povprečno potrebnih je več raziskav. Ampak kaj si vi mislite o tem kriptoprojektu? Ste morda investirali vanj? Smo mi morda kaj izpustili? Kar napišite nam spodaj v komentarjih. Poleg tega se priporočamo tudi za kakšen všeček in seveda ne se pozabiti naročiti na naš kanal za še več kriptoraziskav. Hvala vam, da ste bili z nami, zdaj pa vam želim lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.